Najlepša hvala, gospod Ciklati. Najlepša hvala za to povabilo, da sem lahko predstavil svoje misli v takšni vredni družbi. Lep pozdrav vsem skupaj. Moje današnje izvajanje na naslov sem naslovil pomanjkanje besed v slovenski družbi. In bom predstavil morda bolj sociološke misli na stanje v slovenski družbi, pa kaj bi moral predsednik Republike storiti, da presežemo to večno razdeljenost slovenske družbe na dva pola. Nekaj dni po praznovanju 21-letnice samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se slovenska družba in država utapljata v zračju brezizhodnosti in ravnodušnosti. Obrazi ljudi na mariborskih, ljubljanskih, kranjskih in ulicah drugih slovenskih mest kažejo na brezobčitost. Slovenska ustava je bila sprejeta kot konstitutivni dokument slovenskega naroda, pri čemer nam je povezovala vse slovenske državljane, ne glede na kraj njihovega rojstva. 20 let kasneje pa žal ustava vse očitneje postaja okvir brez slike. Ustavno-pravni okvir brez vsebinske preslikave v resničnem družbenem življenju. Sam bi se trdil, da duša slovenske družbe je tako 20 let po demokratizaciji na ene izmed njenih dnu. V slovenskem prostoru je že dolgo časa jasno, da se težko zadinimo glede česarkoli. Razdeljenost Slovenije na dve ali več Slovenije je že pregovorna in na trenutke dolgočasna. Desno-sredinski prostor, ki je šel iz protikomunističnega upora, težko verjame in zaupa levičarskim svetovno-nazorskim pogledom. Enako velja za nasprotni svetovno-nazorski pol. Zakaj je temu tako? Kako preseči takšno zaupanje? Kakšno vlogo naj igra predsednik Republike? Pomanjkanje medsebojnega sočutja, pravzaprav pomanjkanje besed, zaznamuje razdeljenost obeh svetovno-nazorskih porov v slovenskem prostoru. V slovenski družbi ni soglasja o najosnovnejših zgodovinskih dejstvih. O tem, ali je komunistična partija izrabila narodno-osvobodilno gibanje ali ne. Ter celo o tem, da je samostojna in neodvisna slovenska država nastala s plebiscitno odločitvijo slovenskega naroda. Če pa v teh temeljnih zadevah ne moramo najti soglasja, potem plani na dan vse tisto, kar po negativni plasti zaznamuje zadnjih 21 let slovenske države. Neenakost, boj za partikularne interese in neodgovornost. Združevalni element slovenskega naroda zagotovo izhaja iz plebiscitarne podpore samostojni in neodvisni slovenski državi ter kasnejša razglasitev samostojnosti v juniju leta 1991. Enako nas je vse mlade in stare, leve in desne združila vojna z domovino, ki smo jo dobili združeni. Od zime leta 1990 in poletja 1991 pa naslednje zgodovinske trenutke pozabljamo. Dijaki in študente se ne seznanijo na zgodovinskimi trenutki združevanja, večino zgodb slišijo doma, kjer je zgodovinski učbeniki zanemarjajo in jim namenjajo pozornost le v zadnjem mesecu pred maturo ali pa celoti zmanjka časa za to poglavje naše skupne zgodovine. Dogodki, ki so nas pred 20 leti in več združevali, se zdi, da nas nove delijo oziroma določeni mnenjski voditelji resne koalicije želijo, da nas delijo in omalovažujejo. Če je temu tako, je vprašanje, kaj nam še ostane. Ali je res, da slovenskega naroda ne povezuje prav nič več, kot bi nas želeli nekateri prepričati? Seveda, da ne. Povezuje nas več, kot se morda vidi na prvi pogled. Povezuje naš slovenski jezik, kultura in nas zadnja zgodovina. Povezuje nas tudi slovenski prostor, skozi celotno zgodovino odprt zemlje. Povezuje nas naši rojaki na vseh koncih sveta, ki marsikdaj bolj ljubijo Slovenijo kot doma stanujoči. Povezuje nas narava, njena raznolikost in bogastvo, jezera, morja, reke, vršaci in doline. Povezujejo naš gozdovi, če tudi skrivajo marsikatero temačno zgodbo. Najbolj pomembno povezuje nas naša skupna prihodnost. Prihodnost naših otrok, vnukov, ki mora biti boljša kot sedanjost. Združena Slovenija se morda komu zdi utopična ideja, vendar če pogledamo globje, najdemo več, kar nas združuje od tistega, kar nas ločuje. Samo pogledati je potrebno natančneje in stran od samooklicanih mnenjskih voditeljev. Posamezniki, ki še vedno živijo na svojem svetovno-nazorskem polu, se bodo morali začeti civilizirano in strpno in dostojno pogovarjati s posamezniki iz drugega svetovno-nazorskega pola.
Drugega nam pravzaprav ne preostane, če želimo živeti v združeni Sloveniji. Čas je, da nekaj naredimo za Slovenijo, za skupno Slovenijo, ne le za partikularne interese različnih svetovnonazorskih ponov. Dialog, medčloveško sočutje, spoštovanje različnosti morajo postati temeljne premise slovenske družbe v dejanskosti, ne le prazna črka na papirju. Še nekaj pomembno. Pomembno je, da se vsi zavzemamo za slovensko stvar. Slovenska stvar pomeni prizadevanje za širokosrčno, svobodno, pluralno, strpno in demokratično družbo, ki bi spodbujala ustvarjalnost, odprtost in samoiniciativnost na vseh področjih življenja. Slovensko stvar, kot je v svojem življenju in v svojih knjigah in govorih oblikoval Jože Pučnik, katerega obletnico smrti smo praznovali pred nekaj meseci. Jože Pučnik, če bi še živel, bi praznoval pred kratkim 80. rojstni dan. Kalvarija njegovega življenja živo priča, bolj kot katerega drugega, da mu slovenska stvar ni bila tuja. Kar se moramo tudi zapomniti je, da kar je pomembno, je dialog v medsebojnih odnosih. Strokovnjaki pogosto navajajo pomanjkanje zmožnosti pogovora kot razpad intimnih in prijateljskih odnosov. Besede so enako pomembne za ustvarjanje zrele in odrasle slovenske družbe. Dokler bo med različnimi svetovnonazorskimi poli slovenske družbe primanjkovalo besed, ali bodo še naprej te ostale neposlušane ali pozabljene, lahko pričakujemo nadaljevanje zgodb, ki jih spremljamo v zadnjih mesecih. Besede lahko pravilno uporabljajo in usmerjajo samo ljudje. Brezvoljni, ravnodušni, sovražno nastrojeni ljudje ustvarjajo iskrice v napačno smer, stran od svetlejše prihodnosti. Le z besedami se grešajo različna stališča, mnenja in pristopi. Šele soočenje različnih stališč in mnenj lahko družba postane strpna in dozori. Šele v soočenju različnih mnenj odpadajo tista, ki jih ne utemeljujejo resnični in prepričljivi argumenti, temveč izmišljeni. Zapiranje za štiri zagove in izključevanje drugih vidikov in argumentov vodi tja, kjer smo ne tako dolgo nazaj že bili, v enoumju, kjer je pravilno in sprejljivo le eno stališče, en odgovor in ena perspektiva. Zato je čas, da damo priložnost besedam, ki bodo povezale to slovensko družbo. Zato razpravljamo in pišemo, se bomo preko napisanih in zgovorjenih besed prišli do zrele družbe, kjer nestrpna stališča ne bodo več pristala v njenem središču, temveč na njenem obrobu, kot v razviti demokracija. Priložnost, ki jo dajemo besedam, bo izkoriščena le, če bomo skupaj zbrali pogum in drug drugemu prisluhnili, se prebirali in spoštovali različnost. Le tako bomo prišli do družbe, ki bo zgrajena na trdih medčloveških odnosih. V nasprotnem primeru je prihodnost slovenske družbe jasna in vodi naravno s pogumom. Zato dajemo besedo, dam priložnost besedam. Če mi dovolite, preden zaključam, bi prebral zadnjo knjigico pesmi Srečka Kosovila Ravnodušja, ki pravi: Zdaj sem spoznal, da samo trdna skupnost in borba dati novi razmah. Zato ne bo tuj, ne bodi plav. Mislim, da to velja za vsakega izmed nas, kot tudi za bodočega predsednika